Pozdravljeni in dobrodošli nazaj v hudem delu festivalskega programa Uniminds. 31. avgusta letos je na naš naslov prispelo 11 prijav na razpis za ideje, predloge in potencialne inovacije študentov Univerze v Ljubljani za sodobne izzive družbe in z uresničitvijo katerih bi lahko stopili korak naprej k človeku. Danes v finalnem izboru smo videli 5 takih idej in lepo pa tudi pomirjujoče je videti in slišati razmišljanje naših študentov. Kajti le s tvornim vključevanjem vseh nas, kreiranjem celovitih in konkretnih rešitev in končno uresničevanjem le-teh si lahko povrnemo čistejše okolje, ekonomsko stabilnost, zaupanje, odprtost, zdravje in zabave in polno delujočo družbo. Zato ponovno hvala, drage kandidatke in kandidati, da ste z nami delili vaše zamisli. Jaz bom zdaj prižgala naš zaslon, kajti napočil je trenutek, da izvemo, katere 3 ideje hudega razpisa so zmagovalne. In za razglasitev 3. nagrade vabim k sebi na zaslon Boruta Jermana, da nam pove, kdo in zakaj. Lep pozdrav. V bistvu komisija je bila pred težko nalogo in zelo nehvalezno nalogo, da smo pač morali izbrati zmagovalce. Lahko povem, da je bila ta naloga težka, ker so vse ideje izredno zanimive, vendar pač nek vrstni red mora biti. Tako da 3. nagrado v imenu žirije podeljujem Lani Nastji Anžur za projekt Navdih. Projekt Navdih obravnava ciljno skupino na družbeni margini in pripomore k izboljšavi njene socialne vključenosti, tako da neposredno vpliva na temo nazaj k človeku. Komisija je prepoznala izjemen trud prijaviteljice, ki je projektno idejo razvila in že preverila z različnimi deležniki. Obenem pa priporočamo še vključitev strokovnega vidika socialnega dela in pedagoške in psihološke podpore, da bo projekt res se izvajal kot podpora ciljni skupini in se izognil nepotrebnim dodatnim obremenitvam teh udeležencev. Lana Nastja Anžur, iskrene čestitke. Super, čestitke Nastja. Če si tukaj, se pokaži, da te vidimo. Bravo, čestitke. Prav pa se kar pomaknimo naprej. Za razglasitev naslednje, 2. nagrade, bi prosila Simono Roškar, da se mi pridruži in pove, kdo je drugonagrajenec. Torej, drugonagrajenci so Tara, Tadej in Amadej z idejo Lok Glob. Čestitamo. Bravo. Zakaj ste prejeli 2. mesto? Smo imeli kar precej debate v komisiji v zvezi z idejami takšnimi in drugačnimi in skriva velik potencial, ker naslavlja nek akutni problem, ki je ne samo lokalno, ampak tudi globalen. To, da idejo že pravzaprav korakoma, postopoma pripravljate na sam trg, torej ste zelo proaktivni v tem. In pa kot 3. razlog to, da imate tudi potencial kot sama ekipa. Tako da bravo, čestitke. Je pa še eno sporočilo od komisije in sicer želimo si, da to ne bi bil klon Alibabe, ampak da bi našli neko svojo unikatno konkurenčno prednost. To, čemer bi vas mi radi spodbudili, je predvsem, da iščete, kako spodbujati digitalno pismenost res med podjetji, ki so manjše velikosti in jim to precej primanjkuje, in pa da dobavitelje bolj povežete oziroma z neko klasifikacijo, kako so pravzaprav tudi trajnostni, ali z vidika tega, kako ravnajo z okoljem, ali pa kako ravnajo recimo z zaposlenimi. Torej, ta trajnostni vidik, pletenost trajnostnega vidika, bom rekla, vaš koncept, bo to bolj tehnološko inovacijo pravzaprav naredil tudi še trajnostno. Tako da čestitamo. Bravo, čestitke tudi z moje strani. Vidim, da ste že na poti na naslednji poslovni sestanek, ne? Prav. Razglasitev zmagovalca letošnjega razpisa. Ta čast je pripadla Ani Zorko. Izvoli, Anja.
Hvala, Nina. Ja, najprej še enkrat v imenu komisije čestitke vsem. Res smo imeli kar težko delo in težke odločitve, koga izbrati tudi za prvo mesto, ker so bili projekti vaši zelo zanimivi. Ampak na koncu smo se vseeno odločili, da prvo nagrado podelimo projektu Čut Elene Jakimovske. Tako da, Elena, iskrene čestitke. Za prvo nagrado smo se pa odločili zato, da menimo, da gre v bistvu za zelo pomemben projekt družbene inovacije, ki predstavlja oziroma odgovarja na potrebe družbe, potrebe nekih mogoče privilegiranih skupin starejših, naslavlja probleme demence in pa to skozi povezovanje nekega izobraževanja, različnih čutov, skratka, da se dotika tudi različnih področji. Zelo nam je bilo pa všeč, da je ekipa oziroma avtorica tako verjela v projekt, da je šla celo v izdelavo prototipa in tudi stestirala svojo idejo z potencialnimi odjemalci, kar je zelo pomembno za prepričevanje žirije, da avtorji seveda verjamejo v svoj projekt. Seveda imamo pa tukaj tudi poleg čestitk in prvega mesta priporočilo, da se vseeno nujno povezati s strokovnjaki z področja psihologije in še dodatno stestirati oziroma razviti projekt v smeri, da bo res služil končnim uporabnikom, se povezati z domovi za ostarele in mogoče tudi z drugimi odjemalci potencialnimi, se niso to samo domovi za ostarele, gotovo. In pa mogoče, tako kot je komisija v komentarjih že podala na predstavitvi, da se razmišlja tudi v upgradeu oziroma v nadgradnji projekta oziroma igre, lahko tudi v smislu nekega nadaljnega razvoja, nekih novih igric, mogoče tudi v sodelovanju z različnimi kreativci, strokovnjaki in je ta igra lahko res v bistvu en tak zelo trajnostni projekt. Tako da to je z strani komisije vse. Jaz bi pa še v imenu Centra za kreativnost pozvala tako Eleno kot ostale nagrajence, katerih projekti so povezani z ustvarjalnostjo, kreativnostjo, da se spremljate tudi razpise Ministrstva za kulturo za spodbujanje kreativnih industrij, ker so v določeni meri kot upravičenci upravičenje tudi testiranje idej, testiranje trga, izdelava prvih prototipov. Tako da tisti, ki sodelujete z ustvarjalci, imate gotovo priložnost tudi še na tem področju. Hvala lepa in čestitke. Hvala, Anja, čestitke tudi z naše strani vsem sodelujočim in tudi nagrajencem. Se slišimo, delo se nadaljuje, pravzaprav se šele dobro začelo. Dominik, zaključne besede imaš pa ti. Hvala, Nina. Najprej čestitke vsem zmagovalnim HUD ekipam, vsem finalistom in vsem sodelujočim na HUD razpisu, na prvem HUD razpisu. Tisti, ki ste zamudili mogoče jutranje piče, si to lahko ogledate na platformi Hubilo. Danes je sledila tudi odlična debata na temo Naprej k človeku. Gostili smo super goste, tako da vabljeni tudi k ogledu tega. Zares se vam iskreno zahvaljujemo za vaš odziv in za hudo motivacijo, zagnanost in pripravljenost za delo. Veselimo se nadaljnjega dela z vami in hvala, da ste prispevali vse te izvrstne ideje in z nami delili vaše rešitve in projekte. Ja, na številnih delavnicah smo se že dobro spoznali, čeprav se naše poti za kratek čas razhajajo, bo naše delo še naprej teklo v smeri tega, da bomo vaše predloge s skupnimi močmi tudi uresničili. Vsekakor smo naredili pomemben skupni korak k bogatenju nabora netehnoloških inovacij, ki se rojevajo v sklopu Univerze v Ljubljani, s katerim krepimo grajenje celostnega inovacijskega okolja in tudi spodbujamo inovacijsko miselnost pri vseh študentkah in študentih ter na vseh članicah univerze. Seveda obenem hvala tudi vsem sodelujočim mentorjem za vaš čas, za odlično vodene delavnice in vsem članicam in članom komisije za skrbno in vestno delo.
ter nasploh za pomoč seveda pri hudem izboru. Vaše delo v hudi konkurenci vsekakor danes ni bilo lahko. Hvala tudi projektni pisarni Univerze v Ljubljani za pomoč pri koordinaciji in tehničnih vidikih razpisa. Zdaj pa, glede na to, da mi je pripadla ta čas, da zaključim ta festival, za konec oziroma za zadnje dejanje, še zahvala vsem izvrstnim sodelujočim na drugem festivalu Uniminds, organizatorjem, vodstvu in sodelavcem iz pisarne za prenos znanja, ter ne nazadnje tudi tehničnim gurujem iz Korpohuba za nemoten potek festivala. V 3 dneh so se zvrstili številni odlični dogodki, s katerimi smo znova dobili vpogled v pomembnost medsebojnega povezovanja, ohranjanja odprtosti in predajanja oziroma spoznavanja dobrih inovacijskih praks. Vse to, kot je že omenjeno, je na voljo za ogled na naši spletni platformi Hubilo. Vabimo seveda vas, da si vse pogledate, zelo je zanimivo in ne bo vam žal, vredno vašega časa vsekakor, čeprav vem, da se vam že mudi v vikend. Naj omenim še, da sta festival soorganizirali pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani in služba za prenos znanja in tehnologij Univerze v Mariboru. Glavni partner festivala je že drugo leto zapored Novartis v Sloveniji. Festival sta obenem sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Zdaj pa res za konec drugega Uniminds festivala in prvega HUD razpisa. Hvala vsem še enkrat za pozornost, želim vam lep dan, lep vikend in inovirajmo še naprej skupaj.